Dobro, torej lep pozdrav v imenu svojem, Borut Jerman in tukaj z mano je še Kaj Cunk. Lep pozdrav. Oba sva s kulturno-izobraževalnega društva Pina z Kopra. Trenutno se nahajamo na sedežu Radia Študent, kateremu se iskreno zahvaljujemo za gostoljubje. Pred nama za kamero sta Igor Prosič, ki je vodja službe za fundraising in koordinacijo projektov Radio Študent, in Ana Kandare, vodja ekonomsko-propagandne službe REŠ. Oba se nam boste pridružila pred kamero malo kasneje. Zakaj smo tukaj? Tukaj smo, da spregovorimo o crowdfundingu oziroma množičnemu financiranju in nevladnemu sektorju oziroma nevladnih organizacijah. Zdaj, zakaj smo se pač na Pini oziroma na mreži za vključujočo informacijsko družbo odločili spregovoriti o tej temi, kajti ugotovili smo, da se v nevladnih organizacijah soočamo z upadom tako imenovano klasičnih oblik financiranja in smo primorani zaradi tega iskati podporo za uresničitev naših projektov oziroma idej na različnih bolj inovativnih področjih. In množično financiranje in tudi druge oblike množične podpore idejam oziroma projektu so se izkazali v svetu kot izredno prisotni in učinkoviti vsaj za en del teh idej, in zato je pač po našem mnenju prišel čas, da mogoče razmislimo, kako oziroma če sploh bi bile uporabne tudi za stvari, ki jih delamo znotraj nevladnega sektorja. Zdaj, kako smo si zastavili ta webinar? Nekako, da bi vam podali nek osnovni razmislek o množičnem financiranju, neke specifike množičnega financiranja v povezavi z delovanjem nevladnega sektorja, premislek o spletu kot o potencialu za pridobivanje sredstev in tudi širše podpore za izvajanje projektov. Nato bi vam pač predstavili primer kampanje Reš je reš. Mislim, da največje, če ne celo prve ali pa edine kampanje, ki mogoče zadostuje pogojem množičnega financiranja v Sloveniji, ki je štartana z strani nevladne organizacije, in to organizacije, torej Radio Študent, ki je v svoji dolgi zgodovini bila pionirska in inovativna na izredno dostih področjih, tako da me ne čudi, da so bili pač tudi na tem področju prvi oziroma uspešni na neki res veliki skali. Če začnemo sploh s tem, kaj crowdfunding oziroma množično financiranje je. Recimo tisto, kar načeloma določi neko kampanjo kot kampanjo množičnega financiranja, je, da je število prispevkov oziroma podpore razdeljeno na manjše prispevke, ampak strani ogromnega oziroma velikega števila ljudi, ki podpre kampanjo. Načeloma se te kampanje so začele pojavljati nekaj let nazaj na področju financiranja znotraj gospodarstva, financiranja start-up idej, financiranja podjetniških idej, ki so potrebovali zagonska sredstva in na nek način nadomeščajo oziroma dopolnjujejo te klasične oblike iskanja podpore oziroma teh skladov rizičnega kapitala in tako dalje. Nekako vse kampanje množičnega financiranja temeljijo na sami kampanji, na samih marketinških prijemih, na temu dejansko, da mora ideja navdušiti čim širše število ljudi, da je kampanja potem na koncu uspešna. Zdaj, če pogledate recimo spletno stran crowdfunding.si, so snovalci te spletne strani razdelili crowdfunding oziroma množično financiranje na neke 4 največje skupine. Prvi je pač donacijsko množično financiranje, kjer ni nobenih nagrad, ni nobenih ugodnosti in pač so nekako donacije namenjene zgolj in samo podpori projekta. Naslednjo je nadgradno množično financiranje oziroma nagradno množično financiranje, kjer podporniki prejmejo nagrado
Nagrade so lahko več vrst in se pač zadnji čas izkazuje, da so nagrade odvisne od višine podpore. Nekatere so mogoče simbolične, druge so zelo konkretne. Posojilno množično financiranje, pač klasično posojila, ker se vložek lahko dobi nazaj oziroma dobi nazaj, opcije so z ali brez obresti, in lastniško množično financiranje, kjer pač vlagatelji oziroma podporniki dobijo delež v podjetju. Obstajajo različni portali, pač eni bolj specializirani v eni obliki, drugi v drugi obliki. Več informacij dobite na crowdfunding.si portalu, ki je tudi zelo primeren, če se res odločite začeti z neko kampanjo množičnega financiranja, saj za pridobivanje nekih osnovnih informacij. Zdaj nekako bi prišli na nek razmislek o nekem pomenu oziroma ideologiji množičnega financiranja. Zdaj, katere so močne točke oziroma pozitivne točke množičnega financiranja za projektne ideje. Tle še vedno govorimo o nekih projektnih idejah, ki so zelo produktno usmerjene. Torej to, kar je neka klasična, recimo Kickstarter kampanja, kjer pač je nek produkt osnova za kampanjo. In sicer tovrstne kampanje še vedno omogočajo 100% lastništvo nad produktom oziroma nad idejo in so postavljene kot neka alternativa tem obstoječim oblikam pridobivanja zagonskih sredstev. Torej nekako se ljudem, ki nimajo zagonskega kapitala in imajo dobro idejo, omogoča realizacija ideje, brez da bi ownership nad idejo oziroma vse, kar je povezano z avtorskimi pravicami in tako dalje, nekako prodalo investitorju. Zato, ker pač je investitorstvo razpršeno in načeloma ni niti investitorstvo, je podpora. To je recimo zanimivo, kadarkoli pač govorimo z strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, nihče ne, oziroma vsi so blazno proti temu, da se recimo na Kickstarterju kupuje stvari. Na Kickstarterju ti načeloma ne kupuješ stvari, samo podpiraš določene ideje in za višino podpore dobiš pač določeno nagrado. Čeprav v resnici meni je bilo tako jasno, prvič, ko sem prišel na Kickstarter, če pač ti doniraš X znesek, boš dobil točno določeno nagrado. Če doniraš 2X znesek, boš dobil toliko več, toliko bolj vredno nagrado. Tako da dejansko je realno zame, pač je to neka predkupna pravica oziroma pač plačaš vnaprej izdelek. Ja, res je, s tem podpreš izdelek, podpreš štart produkcije tega produkta, vendar konec koncev podpreš ga, ker te zanima produkt v končni fazi. Vendar je s tem pač povezana sama ideja in to, kar načeloma je generator kampanje množičnega financiranja. In to je pač v osnovi marketing. Torej, kako dober si ti v temu, da svojo idejo prodaš. In tle pač se meni malo stvar ustavi, ta logika. Kajti, ko sem govoril pod ljudmi, ki se s tem ukvarjajo, načeloma vsi razlagajo temu, da so pač kampanje oziroma portali množičnega financiranja štartili tudi zaradi neke vrste upora proti množičnemu potrošniškemu kapitalizmu, multinacionalk, ki temelji na temu, da se kreirajo potrebe in da se vedno lansirajo novi izdelki in da smo potrošniki prisiljeni v to, da kupujemo vedno nove zadeve, tudi če jih ne potrebujemo, in da se pač preko marketinga oziroma promocije nas navaja, uči, prisili v to, da občutimo nove produkte kot nove potrebe in smo zato primorani to kupiti. Vendar, če pa pogledamo realno, vse najbolj uspešne Kickstarter kampanje so bile uspešne ravno zaradi tega, ker so uspeli publiko prepričati z uporabo najsodobnejših, najbolj inovativnih marketinških prijemov. In če pogledamo neko konkretno, objektivno, kakor lahko pač ta pojem sploh uporabljamo, uporabno vrednost produktov, bi lahko vsaj nekateri izmed teh, oziroma tiste mogoče, ki so izpostavljene kot najbolj uspešne. Recimo tle je primer Exploding Kittens, pač igralnih kart na temo mačk in pač tega, da mačke eksplodirajo, ki je v 7 dnevih uspela
doseči največje število podpornikov na Kickstarterju in do konca kampanje nekako pridobila 8 milijonov in nekaj dolarjev podpore. Ali pa recimo drugi primer te potato salad, torej krompirjeve salate, ko je pač nekdo za foro dal na Kickstarter, da bo pač za 10 dolarjev dostavil krompirjevo salato in je to bila taka uspešnica, da na koncu je pač fant ugotovil, da je nemogoče, da je fizično nemogoče toliko producirati te salate, da bo zadovoljil vsa naročila. In koliko se slišal, imel tudi probleme potem s tem, da dejansko ni mogel izvesti, kar je rekel, da bo izvedel. Tako da dejansko, in pač so tudi tle primeri iz Slovenije, ki so uspeli ravno zaradi marketinga, ne pa toliko zaradi neke uporabne ali pa objektivno uporabne vrednosti samega produkta. Kar je nasplošno za samo področje gospodarstva niti ne toliko problematično, ampak če to pa pogledamo strani nevladnega sektorja, ki načeloma stremi, ali pa vsaj velika večina nevladnikov stremi k nekim družbeno angažiranim projektom in nekim družbeno angažiranim produktom. Spornost tega zornega kota, da pač mi smo dejansko švoh na področju marketinga, kajti usmerimo energije in tudi finance v nekako druge tokove oziroma druge prioritete. Zdaj, načeloma, kar bi rad izpostavil, iz tega, kaj bi bilo mogoče uporabno za sam nevladni sektor, dobil sem dva članka na netu. Pač tiste, ki nas poslušate, bom dal linke potem v chat, za tiste, ki pa nas gledate v posnetku, bom v komentarje na YouTube dal linke. Prvi je Top 10 Crowdfunding Sites for Non-Profits, ki govori o tem, katere in zakaj platforme so najbolj uporabne za neprofitne projekte. In naslednji pa je Crowdfunding Your Non-Profit Project z portala The Fundraising Authority, ki pač govori o tem, zakaj in kako zbirati podporo oziroma crowdfundati določene projekte. Zdaj, recimo, kar se mi je zdelo zanimivo, ko sem raziskoval področje množičnega financiranja in ostalih sorodnih oblik podpore, sem opazil dva portala. Prvi je Thunderclap, ki je nekako crowdpicking platforma. To je pač platforma, ki zbira oziroma uporablja socialna omrežja udeležencev oziroma prijavljenih in preko uporabe dometa teh socialnih omrežij oziroma prijateljev, followerjev, lajkov, ljudi, ki se pridružijo kampanji, razširja sporočilo neke kampanje. Recimo za ta primer sem pač pripravil video, ki bi vam ga rad pokazal. Pač ta tehnologija nam omogoča tudi to preko pač YouTubea. Za vse tiste, ki pač nas gledate v posnetku, bo tudi ta link v komentarjih spodaj. Gledam na YouTube.
Torej, recimo, če so platforme kot je Kickstarter pa Indiegogo namenjene temu, da se pač pridobijo sredstva za projekte, se mi je zdel Thunderclap zanimiv, zato ker dejansko, kot sem povedal, kot se vidi iz videa, uporablja dejansko posameznikovo prisotnost na socialnih omrežjih in povezanost z pač followerji, likerji, friendsi in tako dalje za razširjanje nekih sporočil. In to je recimo tisto, kar mi je vsaj zame, za nevladni sektor pomembno v tem trenutku, ker morda so te klasične platforme crowdfundinga mogoče malo neuporabne za trenutne ideje, vsaj projektne ideje nevladnega sektorja v Sloveniji, ampak morda so strani kot je Thunderclap uporabne za razširjanje nekih idej, za mogoče spregovoriti o nekih vrednotah, za spregovoriti o nekih problemih. In druga, recimo zanimiv portal je portal change.org, ki je pač načeloma platforma za spremembo, vsaj tako se definira. To je platforma za peticije, ki jo trenutno uporablja 85 milijonov uporabnikov po 196 državah sveta in je bila uporabljena že strani kar velikih in pomembnih akcij na svetovnem merilu in dosegla že neke rezultate. Tle bi mogoče moj monolog končal, bi pridal vse do kaj, če ima kaj za dodati. Ja, zdaj, ko smo se odločili za to temo, gre za neko vse prisotno, zelo aktualno temo, ki se poskuša na takšne ali pa drugačne načine ravno zaradi portalov ali pa platform, kot je Kickstarter, plasirati tudi na nevladni sektor. Nekatere pobude so v bistvu kar prepoznane bile na Indiegogoju, se pa je potem poskušal eno 3-4 implikacije tovrstnih portalov prinesti tudi na slovensko raven. Po pregledu teh portalov in tudi pogovoru z različnimi ljudmi smo ugotovili, da je še vedno težava, kako dejansko zdaj ta trend crowdsourcinga prenesti nevladništvo čez sploh, kako ga začeti in kakšne platforme ponujati. Tako da je ta del kritične razprave tudi nek premislek k temu, ker dejansko še nimamo neke jasno začrtane smeri in predajati najboljšo možnost trenutno še niti ni mogoče, je pa zato pomemben čas za razmislek, kaj sploh želimo. Če izhajamo iz tega, kar se lahko nevladni sektor nauči, je najprej treba povedati, da kar se tiče množičnega financiranja, je tako kot z dostimi stvarmi, v bistvu to nekaj, kar nevladni sektor je vedno počel, še posebej na področju sociale. Če pogledamo UNICEF, če pogledamo Rdeči križ, če pogledamo Zvezo prijateljev mladine, to so institucije, ki so od nekdaj preko donacij še posebej omogočale, da se izvajajo in da izvajajo svoje poslanstvo in dejavnosti. Kar je pa kljub temu, če gremo danes v ta razmislek, se pa res pojavilo je, da so tudi one začele promovirati ne zgolj sebe in podporo njim kot organizacijam, ampak dejansko preko nekih projektov, preko nekih akcij in vedno bolj posameznik tudi za to nekaj prejme. S čimer se ne polemizira, je pa dejstvo, da danes postaneš starš otroka sveta, danes pomagaš delfinu in prejmeš vizitko in na nek način s tem tudi nevladni sektor ali pa tudi družbeno odgovorna dejanja zapakiraš v neke produkte, v izdelke in se s tem pozicioniraš napram podjetjem, napram produktnim linijam. Kje se pri tem pojavljajo težave? Prvič, ta prenos je, če izpustimo področje sociale, bil skoraj nestorjen na področju mladine. Prav tako, če pogledamo samo kulturno produkcijo, je spet že oteženo, pa mogoče so naravni razvoj, to so res področje, kjer pa takega načina zbiranja sredstev ne poznamo in ga mogoče posebej na kakšnih mejnih področjih dosti težje oblikovati. Druga zadeva, ki se s tem pojavlja in je vprašljiva, je dejansko področje tega, zakaj kot posameznik ali pa kot družba moramo v zameno za našo podporo nekaj pridobiti. In ta zadeva se je mogoče začela tako v Sloveniji kar množično, če pogledamo z radijskimi igrami, kjer se je naenkrat začelo zelo velike vsote denarja podarjati, do tega, da se je v nevladni sektor to zelo konkretno preusmerilo na področje raziskav.
trenutno nevladne organizacije razmišljajo o novih prijemih, kot so vsaki 100, ki reši anketo, raziskavo, prejme nagrado. Ena zadnja aktualna raziskava mladine, ki jo delala Študentska organizacija Slovenije, je na primer, mislim, da podelila prenosni računalnik. Torej, za prispevek k poznavanju nekega področja je posameznik ne da zahteva, ampak postal tisti, ki v zameno nekaj pričakuje. S čimer se sprašuje, kje je konec tega, oziroma kam potem to gremo in kdaj bo neka družbena gesta ali pa donacija, ki v osnovi ne zahteva povračila, ampak ne bi bila neka samo zadovoljoča stvar, da bo družba delovala boljše, kam nas vse to vodi. Po drugi strani je pa dobra stvar teh kampanj, nekaj, kar se moramo naučiti, pa nam verjetno nevladništvo, pa tudi v kakšnih državnih institucijah manjka, to, da poznamo, kdo je naš uporabnik. Če te kampanje kaj kažejo, Kickstarter je resen razmislek o to, kdo je tvoj kupec, kdo je tvoj naročnik. In vprašanje, ki je tukaj zelo relevantno za nevladnike, je, za koga obstajamo, kaj od nas pričakujejo in katere probleme rešujemo. In to je nekaj, kar se lahko iz teh kampanj naučimo, pregledamo in tudi zato bo zelo dobro v nadaljevanju predstaviti primere Reša, kako dejansko zasnovati neko zadevo in jo predstaviti na razumljiv način tistim, ki hočejo, da obstajamo ali pa zaradi katerih delujemo. In naslednja takšna stvar, ki jo te kampanje trenutno ponujajo, jasno oblikovana vizija, kaj želijo doseči. Ponovno, nevladna organizacija nikoli ne sme postati sama sebi obstojna zaradi tega, ker rešuje svet, ampak mora imeti jasen cilj in jasno vizijo, kaj hoče doseči. In na nek način s tem, ko te sili ali pa je potreba potem, da svojo poslanstvo zapakiraš v nek jasen produkt, moraš v bistvu zelo jasno vedeti, kaj dejansko želiš doseči, spremeniti, kakšni bojo ti učinki. In zadnja pomembna stvar, ki se jo lahko naučimo mogoče iz primerov Kickstarterja, je podpora, ki si jo medsebojni produkti nudijo. Torej, v trenutku, ko ti objaviš svoj projekt, svojo idejo, v bistvu skozi čas začenjaš podpirati in tem uporabnikom predlagati tudi druge projekte. Poleg tega pa sama kampanja zelo redko nastaja strani enega posameznika in vključuje različen tim ljudi in različno število organizacij, ki si med seboj pomagajo in vračajo usluge. Gre skoraj za neko obliko crowdsourcinga, torej uporabe ljudi, ki je lahko dobra praksa nevladništva tega, da se zadeve, ko se rešuje iste izzive, poskuša povezati, sodelovati, bodi si nevladniki med sabo ali pa z inštitucijami oziroma celo gospodarstveniki na tematikah, ki so zanimive. Kje je pomembno se učiti zgodbe in vseeno opomniti na razlike med nevladništvom in trenutno poudarjenimi praksami. Prva je področje informiranja in komuniciranja. V Sloveniji zadnje raziskave kažejo, da v bistvu obstaja velik razkorak med tem, kaj nevladni sektor ponuja in na drugi strani tem, kaj civilna družba meni, da nevladni sektor ponuja, in ta razkorak je vedno večji. Torej, na eni strani imamo tiste, ki si želijo ponudbe, delavnic, izobraževanj, projektov, programov in na nekem področju, na drugi strani imamo nevladni sektor, ki te zadeve ponuja, se pa sooča z nezainteresirano javnostjo, premalo število udeležencev in je ta razkorak vedno večji. Dejstvo, ki na to vpliva, je definitivno podhranjenost nevladnega sektorja, tako na področju kadra, ki pokriva informiranje, kot tudi na sami ravni strokovnosti tistih, ki s temi kanali upravljajo. In zaradi tega kampanje, ker je tako velik poudarek ravno na informiranju, kažejo poseben izziv za nevladnike in kako jih sploh oblikovati samostojno, če je to sploh mogoče. Druga takšna zadeva, ki je lahko poduk, je, da se da na nek način nevladnike na trg, kar te kampanje uspevajo. Torej, pridobijo sredstva na nek način na trgu od posameznikov, medtem ko nevladne organizacije po večini zelo majhen delež sredstev pridobivajo neposredno iz trga. In je to lahko neka možnost, nek dodaten vir sredstev, ki lahko delajo razliko med tem, če uspeš ali ne. Po drugi strani je spet vprašanje, če se sme enačiti oziroma spodbujati to, da se družbeno
relevantne vsebine dejansko financirajo strani posameznikov, ali je to že nekaj, kar je zajeto na nek način v naših davkih in v tem, da se odločimo biti državljani neke države in v njej sodelovati, in je to strategija, ki bi mogla biti že zajeta znotraj in je vladni sektor preko tega podprt. Tretja stvar, ki je v Sloveniji izrazita podpora trenutnim crowdfunding kampanjam, kar je za nevladni sektor zelo zanimivo področje. Namreč vsi novi produkti so se zelo uspešno lansirali v medijski prostor. To je lahko zgodba za nevladne organizacije, kjer se vprašamo, zakaj za številnimi projekti in akcijami tega ne uspemo. Imamo neke preboje, kot je recimo bil Očistimo Slovenijo, vseslovenski projekt, pa Simbioza, ki vsako leto uspeje s svojimi akcijami priti na medije, ampak načeloma mediji prostora nevladnim organizacijam, bodisi kot mnenjskim voditeljev pri aktualnih političnih temah, programih, ne vključujejo v takšni meri, mogoče kot bi nevladni sektor lahko. Po drugi strani, če primerjamo sredstva, ki jih nevladni sektor zgolj iz programa Kultura Evropske komisije ali pa mogoče Evropa za državljane in medijskega programa pripelje v Slovenijo, so številke neprimerljivo višje z sredstvi, ki jih pripeljejo Kickstarter kampanje, na primer. In zadnja stvar, ki je ključna, je področje kadrov. Nevladne organizacije se soočajo z zelo velikim izzivom stalnega kadra in na nek način crowdfunding kampanje ponovno, trenutno, kot so zasnovane, zelo močno spodbujajo produktno usmerjeno delo, torej ustvarjanje vsebin, pri čemer organizacija kot taka lahko uspešno gradi na svojem kadru in strokovno deluje zgolj, če ima jedro, ki lahko od tega tudi se preživlja. In vprašanje ponovno ali pa izziv je, kako oblikovati te vsebine na način, da bo lahko organizacija kot taka preživela in strokovno delala še naprej. To je, mislim, da z moje strani to. Super, jaz bi mogoče predlagal, da pustimo po tem vprašanju in premisleke tudi vas, ki nas poslušate na konec. In bi zdaj med nami povabil Ano in Igorja, tako da grejo mi na obrobje. Kaj se lepo staneš, bo mislim. Ja, to v bistvu vidimo to, kar vidimo. Imamo že vprašanja? Ne, so že komentarji prej. Tako da je pač vama prepustil besedo, da malo predstavite, kako je prišlo do te ideje za kampanjo Reši Reš. Mogoče tudi širše, kaj je Reš sploh je, zakaj je prišlo do te kampanje in potem konkretno kampanjo, kako ste jo vodili, kakšni bi odzivi. Domedjeno. Zdaj tudi vidva sta odprla par interesantnih v bistvu pogledov na množično financiranje, ampak mogoče za osvetlitev situacije bi najprej povedal malo o RŠ-u, ker smo v bistvu iz RŠ-a tudi črpali in se na RŠ obračali. Zdaj RŠ je zasebni zavod, ki obstaja že 46 let. Tako da ima dolgo zgodovino, kar pomeni, da se ogromno ljudi v bistvu zglasilo na radiju, delalo na radiju, šlo iz radija, dela drugod. Ima približno 200 sodelavcev, to se pravi tudi občasnih sodelavcev, ki na vsake toliko naredijo kak prispevek, so novinarji, ima tudi nekaj zaposlenih. Vsako leto imamo audicije, kjer približno 50 ljudi novih na leto pride in dela na radiju, ostane z nami tudi po 4 leta, recimo, na kar se pol generacije počasi zamenjajo. Radio je v bistvu več kot medij. Zdaj v teh 46 letih je tudi pomembna izobraževalna institucija. Ima 2 ključna oddelka, marketing, ki ga vodi Ana, in projektno pisarno, ki ga prevzemam jaz. Naš ustanovitelj je ŠOU Ljubljana in nekako naš budžet je sestavljen tretjinsko, skoraj da, torej tretjina ŠOU, tretjina projekti, tretjina ekonomsko-propagandna služba. Zdaj pri Reši Reš kampanji se je dogodilo to, oziroma izhodišče je bilo to, da se v bistvu nas je presenetil res
osnovnih sredstev, ki nam jih namenja študentska organizacija v Ljubljani, kjer smo mi bili soočeni z neko res črno perspektivo in smo se odločili v bistvu ukrepati. Mogoče še omenim, ko sem omenil, da ima radio v bistvu 200 sodelavcev, 200 sodelavcev in se 50 ljudi recimo na leto novih pride not, to pomeni, da ima omejeno veliko družino oziroma zadnje čase bolj uporabljamo termin klan, iz katerega smo v bistvu tudi črpali. Radio študent ima recimo, da je to ožja družina, ima pa bolj še širšo družino, med katero štejemo vse poslušalce radija in privržence radija, ki jih je 35,000. Večinoma nas poslušajo mladi ljudje, ampak imamo tudi zelo močno ciljno skupino oziroma poslušalstvo med 40 in 50 letom. Na leto tudi izvedemo več projektov. Črpamo sredstva, imamo pa tudi čist projekte, ki niso recimo sofinancirani. In meni se zdi, da pač s tem gradimo v bistvu nekako javno podobo. Kar smo ugotovili, že preden smo lansirali to Reš kampanjo, je kako malo zares govorimo o tej večplastnosti radija. Kaj vse radio v bistvu pomeni za slovenski prostor, kako zapolnjuje to vrzel med recimo klasičnim izobraževanjem in nekimi javnimi ali pa tudi komercialnimi mediji, da je neka v bistvu odskočna deska za mlade. Začeli smo se spraševati, ali ljudje to sploh vedo. In ta donacijska kampanja oziroma crowdfunding kampanja nam je dala kar nekaj odgovorov. Se mi zdi, da si uporabila super termin, v bistvu jaz bi ga mogoče samo še nadgradil, kar smo mi ugotovili, da gre za community, za naš community, mogoče lahko govorimo v nevladnem sektorju oziroma bi morali govoriti o community sourcingu. V tem smislu ugotovili smo, da je prav community ta, na katerega se mi vračamo. Zdaj mi se za množično financiranje nismo odločili zato, ker bi radi lansirali nov produkt, ampak ker je bil naš obstoj pod vprašanjem. Nismo v bistvu polagali odgovornosti na posameznika, ampak smo ostro kritizirali v bistvu našega ustanovitelja in pač odgovorne oziroma nosilce moči, da bolje rečem. Nagovarjali smo jih dvopartitno, v bistvu preko Reš kampanje, hkrati pa smo lansirali peticijo zbiranja podpisov za podporo Radio Študent. Zastavili smo si par ciljev. Mislim, da je najbolje, da jih predstavi Ana, podrobnosti kampanje, pa se mogoče lahko vrnemo še k razmisleku o množičnem financiranju v nevladnem sektorju oziroma community source. Hvala, Igor. Jaz sem Ana Kandares, sem vodja marketinga na Radio Študent. Zdaj, zakaj smo sploh šli v to kampanjo, je povedal Igor že, pač šlo je za nujo. Če ne bi zbrali med 40 in 50 tisoč evrov, takrat bi mogli program okrniti, ga zmanjšati. Pač manj programskih vsebin, zdaj glede na to, da je radio z dolgo tradicijo in da ga ustvarjajo skoraj da prostovoljno, 200 honorarnih sodelavcev, je pač volja bila tudi na strani uprave, ki je tudi organizirala pač zelo velika, pa odgovornost tudi. Zgledovali smo se pri formiranju te kampanje od teh modernih, čisto Kickstarter kampanj, ampak malo smo pa tudi se ozrli recimo po instituciji, ki ima najdaljšo tradicijo donacij, prej so bile omenjene veliko njih. Zdaj, RKC je tista ta prva, ki ima pač izpostavo na vsakem hribu in tako mi smo se spraševali, kako bomo pa mi samo
eno anteno, ne samo eno frekvenco. In smo štartali v bistvu iz tega, da smo poskušali vse sile najprej usmeriti v to, da smo spoznali, kot je ona prej ful dobro poudarila, pač kdo je naša ciljna skupina, za koga to delamo, zakaj obstajamo sploh, kako je naše poslanstvo utemeljeno in zakaj nas sploh posluša in podpira. In tukaj zdaj pri Radiu Študent je odgovorov je vedno več, ne. Zdaj, mi imamo za sabo in res eno tako pomembno tradicijo, zgodovino, neke družbene vloge v nekih ključnih menikih, ne vem, skozi našo zgodovino. Poleg tega pa neko odgovornost za naprej, ne, in pač produciranje vse te medijske vsebine, ki pomeni kaj? Pomeni, ne vem, kupene glasbe, ki ni slišana na drugih radijskih postajah, sploh v slovenskem prostoru nikjer, in potem pa tudi soočanje z nekimi pomembnimi tematikami, čisto iz novinarskega tega, ne. In zdaj pač naša domneva je bila, da nas poslušajo zaradi tega. Ne? In zaradi tradicije, in zaradi zgodovine, in zaradi tega, kaj kreiramo skozi 17 ur dnevnega programa pač vsak dan. Ne? Tako da konkretno cilje, ki smo se jih zastavili, so bili, poleg tega, da smo hoteli med 30 in 50 tisoč takrat še zbrati, ne? Nismo vedeli sploh, kaj lahko pričakujemo, ne? Ker ni bilo nobenega precedensa. Drugi cilji so pa bili tudi ne samo zbrati ta denar, ampak v bistvu posondirati, kaj sploh, kakšno podporo si lahko sploh pričakujemo, oziroma kakšna je situacija med našimi podporniki, koliko se zavedajo sploh obstoja Radia Študent in pa tudi nuje po ohranitvi te institucije, ne. Hkrati smo pa tudi že takrat razmišljali o nekih bolj trajnih sistemih financiranja, ne, k čemer bom prišla na koncu. Zdaj, kot je Igor rekel, smo ukrepali na dveh frontah. Tako, imeli smo kampanjo, ki je zadevala konkretno donacije, in imeli smo kampanjo, ki je bila tako v bistvu čisto politična po identiteti in je poskušala ves ta podporni fan klub, ali ne vem, pač podporno maso, podporno skupnost v resnici, zbrati na kup in pokazati, tudi reprezentirati v bistvu vso to voljo po obstoju Radia Študent tudi navzven, kar smo naredili s peticijo. Zbrali smo takrat 10 tisoč podpornikov, podpisov. Hkrati smo pa skozi donacijsko kampanjo zbrali 41 tisoč evrov, doniralo je nekaj čez 3000 donatorjev. Zdaj, kako smo se sploh tega lotili? Pač, ker smo mediji lažje, seveda, imamo svoje ustaljene kanale komuniciranja, imamo spletno stran, spremlja 60 obiskovalcev na mesec, takrat še 45. To je zdaj med stvarmi, katerim je ta kampanja doprinesla, je tudi to, ker smo šli v nek javni prostor, smo bili tudi opaženi, nas se tudi spomnil in zdaj gre na našo spletno stran, nas posluša in še več, ne. Pač narasla je spremljanje Radia Študent, ne. Spravi, eto smo upravili spletno stran, seveda družabna omrežja, vse kanali komuniciranja so bili že vzpostavljeni. Tukaj mogoče posebej pozabimo omeniti tudi čisto mailing, pač tisto, s čemer čisti pomeni, sploh za nevladne organizacije, to je pomembno, kdo jih spremlja, kdo hodi na dogodke, kdo se prijavlja na neki program za izobraževanje delavnice, ne. To so pač tisti ljudje, ki imajo s tabo, z institucijo, že vzpostavljen nek odnos. Kakorkoli široko, ne vem, si zastaviš to komunikacijo, ne, mi smo šli tudi, ne vem, na zunanje oglaševanje, na kampame, na medijino in tako naprej, ne. Bistveni so pa tisti, ki te že poznajo in ki te resnično podpirajo, ki verjamejo v to, kar počneš, pač to je tista baza, to je tista skupnost, na kateri sploh lahko gradiš, ne. Mi smo poleg vseh teh kanalov pač izkoristili tudi lokale in kanal prijateljstva. Se pravi, eno tremo smo naredili, smo povedali vse, kdo so komarkoli, smo karkoli delali in poskušali pri vsakem en del komunikacije nekako sprovesti, da so jo tudi oni v kulturali, ne.
Oblikovali smo eno posebno spletno stran, preko katere je šel cel ta sistem doniranja. Zdaj to fajn je izkoristiti tudi vse drugi NGO-ji, verjetno imajo neko spletno stran, ne? Najmanjši spoštovalec vsega je lahko tudi samo zgolj to, da na spletno stran daš možnost doniranja, ne? Z neko utemeljitvijo, zakaj je to, zakaj naj to podprejo in tako naprej, ne? Z neko argumentacijo, ne? Na naši spletni strani smo tudi vse druge, ne? Pač vsaka takšna kampanja zbiranja nekih donacijskih sredstev, v bistvu v končni fazi gre za odnos med institucijo in podporniki. In ta odnos se ne konča, takrat se kampanja konča, takrat je tudi tudi pomembno, da je cel čas nekako monitoring tega, kaj se dogaja. Če človek nekaj donira, da vidi, da se nekaj zgodi na spletni strani, ne, torej mi smo imeli nek majhen merilnik, kjer je raslo pač do našega cilja, ne, ker je to točno grafično prizorjeno pač kako donacije rastejo. Potem so tukaj zelo pomemben segment, so pač čisto praktično načini plačila. Kakšen način ljudem omogočaš sploh donirajo. In zdaj pri vsakem od teh korakov smo se mi v bistvu se zgodili kakšne čisto tako presenečenja, ne. Recimo, mislili smo, da PayPal donacija služniki uporabljena zadeva, na koncu so pa ljudje si raje še sprintali položnico, šli na pošto, se pravi služniki korakov opravili, ne, kar smo mi že v štartu mislili, pa ne. Kdo nas toliko podpira, da bo ja, dal denar, ampak ne samo to, še sprintal še na pošto, ljudje včasno. In to je tako fulenga angažmaja, ne, smo hoteli maksimalno zmanjšati, ampak se je zgodilo bi to, smo pač bili presrečeni, večina donacij šla preko čisto tako klasično račun, štenženje. Potem še en način donacije obstaja, ki je zdaj celo odprt tudi za vse NGO-je. In sicer donacije preko telefona, so svoj čas na 1818, neka cifra je, ki lahko uporabljajo zdaj samo humanitarne in dobrodelne organizacije. To pomeni, da morajo biti v razvedu teh organizacij, če nisi, nimaš kaj, ampak lahko za neko razumno količino procentov, no, to se vedno diglja posebej, se z telefonom skupaj se pogovarjaš, se dilaš za to, ne. Zdaj, mislim, da okoli 30% je neka ustaljena, tako da priznamejo to, ne. Lahko se pa dogovoriš še za manj, to spet svetujem, če se prikaže kako tvoje delovanje v javnem interesu, potem imajo snodi in mogoče tudi biti zraven in mogoče so nam bolj dobrohotni procentov. Potem pri vsaki komunikacijski kampanji, ki cilja malo širše, ne, ki se fajn, če se spomniti nekaj, da mogoče si malo opažen, tudi ne samo tako. Mislim, da je nekaj drugačnega, no, mi smo recimo se odločili, da bomo na 51 kampanjah, ki so tudi plakati, da bomo vsakega posebej pošprejali z grafitom. Pač kako smo prišli tudi z grafitom, tudi smo imeli nekaj javne razprave, tukaj se rešili, dejansko so pa tudi združeni v proces, so prispevali te svoje slogane, tako da so bili resnični, da so zrasli iz institucije ven, hkrati pa smo pri plasiranju teh sloganov bili pozorni na kontekst. Pomeni, da vsak plakat je bil točno, ne vem, tisti, ki je bil pred PDV-jem, je nagovarjal PDV-jemce ali pa neki izobraževalni gondol, ne, ampak tako na humoren način, spet na ta nekaj rešilski način, kako smo tudi spritaš, s tem, da so te rešilci konkretno razmišljali potem na kakšen način dalje ven, no, tako da to smo potem na koncu še pač dobili SOFA, znanje, strokovno za učinkovitost, oziroma za kreativni del kampanje, s tem, da v resnici tisto, kar pa nam pomeni, je pa vse to, kar smo spoznali o naših podpornikih, ne. Zdaj, ful zanimivo, pri teh kampanje smo se
bili mi odločili za vsak segment nagrade, recimo imeli odprti možnost 10 evrov, 30 evrov, pa 89,3. Za vsak ta rang paketik, jaz smo tudi počnili dejansko paketike. In te paketike so bili neke simbolične nagrade, v resnici strošek je, ne vem, četrtino recimo celotnega tega, ali pa še manj mogoče, ne, še manj v bistvu. Smo dali, ne vem, ali majčko je reč, zaž, žaložbe, ideje, pa potem smo natisnili ta še naluška, natisnili najlepše, ne zdali sebe. Pač zbirko nekaj džinglov starih, kot povem, 60. pa do danes, nekaj je bilo 50 džinglov. In to tudi vidiš potem, kako folki uporabljajo, prihajaš potem tega je že konec leta 2014 smo povedali, tako da so dobili ogromno enih feedbackov, ne samo skozi denar, ampak tudi skozi od ust do ust in pač te simbolične nagrade, ki nekako reprezentirajo to institucijo, tako ne na zlegan način, no, to potem pali, ne. Ampak zanimivo je pa bilo pri teh donacijah, ne pri teh razredih, da smo mi reda radi, smo naredili še 30 in 89,3, ker je pač naša frekvenca 89,3, ampak smo mislili, pač nič damo, tudi vsi mogoče bi bilo. Ne, totalno nas je presenetilo, ker smo se totalno ušteli, pač največ folka je doniralo 30 evrov in nezamenjeno visoka. Visoko število ljudi je pa doniralo 89,3. Tako, če preštejemo 89,33, dobimo skoraj, da donacije po 10 so bile polovica tistih dveh skupaj. Zelo verjetno, tega si nismo mislili. Tako da v bistvu zdaj, kar smo za naprej ugotovili, je točno to, da nekateri nas podpirajo in nas podpirajo zelo močno, kar se tudi kaže v zelo močnem finančnem nekem vnosu. Hkrati pa se je potrebilo tudi to, da dejansko znotraj našega getra, tisto, kar smo že recimo ugotavljali marketinške pač naše službe, javne raziskave pokazale, da Radio Študent poslušajo pač bolj, povprečje vseh poslušalcev Radio Študent z višjo izobrazbo in z višjim povprečnim dohodkom. Tako da to presenečenje, ki smo ga doživeli znotraj teh kategorij, je tudi pokazalo, da ta medijalna raziskava celo zavdela. Ja, tako, kaj sem še hotela reči? Sem mogoče, če poskočim v besedo. Pač hotel sem povedati samo to, da ni enega visoka ranga, ki na Kickstarterju, kjer imaš predoločene pogoje, celo oziroma pač diskurs, na katerega moraš komunicirati. Je pa res, da smo tudi pač te financiranja kampanje na Kickstarterju preučili. Stopili smo stik z Poligonom, kjer so nam svetovali, ampak to smo pač brali neko drugo metodo. Še vedno pa ohranili nekatere elemente. To pač kažejo na to, da res ogromno ljudi je dobirano na to. Se pravi, tudi mimo same spletne strani oziroma platforme svoje, ki smo. Ne vem, mogoče bi bilo vredno dati poudarek tu na samo skupnost. Pač nevladni sektor, kar ima, izhaja iz skupnosti in dela za skupnost samo. Verjetno je radio tudi bil v neki prednosti, že zaradi tradicije, ampak tudi zaradi tega, ker je ki smo se lahko obrnili. Skoraj da na pomoč naši skupnosti, ki smo pač takrat nekako zagoditirali, imeli smo idejo, kdo naj bi to bil, ampak zdaj zagotovo vem. In kar smo tudi ugotovili, da moramo negovati to skupnost. Neka pokazatelj je tudi po moje stopne samozavedanja organizacije.
tudi pač primarno skupnost ustvarjajo pač sodelavci, ki sodelujejo z nevladno oziroma nevladne organizacije, pa pač socialne javnosti, ki pač nevladna organizacija s projekti nagovarja in imajo neke dobrobiti, ali kulturne dobrine, ali so deležni izobraževanj, znanj, know-how, ali pa celo inspiracije. In ta diskrepanca v bistvu med tem, kaj nevladna organizacija misli sama o sebi, kaj misli v bistvu javnost, ali pa v nevladnem sektorju, nevladne organizacije je prevelika, to se strinjam, absolutno. In najbrž tu se nahaja ključ, kako uspešno nagovoriti v bistvu nosilce moči in pač množico, pa naj bo to neka koncizna celota, neka množica strnjena ali pač razpršena množica, kako v bistvu komunicirati. Mi smo ta organizacija, mi počnemo te stvari ima neposredni učinek na to in to. Ampak kaj, ko smo nevladniki navajeni drugega diskurza? Mi smo pač navajeni tržnega diskurza, mi smo navajeni kopiranja, mi smo navajeni celofaniziranja, mi smo navajeni teh stvari in ali se bomo res morali posluževati. In kje je ta meja, kje rečeš, to pa je tržna logika. Mogoče že v štartu je tržna logika, ko se odločiš v bistvu obračati na svoje ciljnosti. Kar smo pač zdaj recimo se pogovarjamo o tem predstavljanju. Mi se seveda teh nekih osnovnih sredstev je vedno, tudi letos je se zgodil zelo drastičen projekt, katerega še ugotavljamo tudi. Ta Reš kampanja je bila briljantna, ampak je bila pobliž na vse skupaj. To je ena šprica, ki smo rabili za ohranjanje zaposlene, ne krčimo program, koliko plačamo novinarje, ki so pač pol prospolji in kaj zdaj. In ki je bolj javnosti potrebno. Na kak način staviti nek trajni sistem financiranja, zdaj mogoče rečemo, da takrat že nismo bili toliko pripravljeni, da bi že takrat lansirali nek trajnostni sistem podpore, o katerem razmišljamo zdaj. Nevladni sektor v Sloveniji, tisti, ki niso bolj vidni, se ne pojavljajo v medijih, nimajo velike skupnosti. Ne poznamo odgovora še. Je pa res, da je mogoče pa tako lepo zaračunati na trening množičnega financiranja, množicanja, crowdfundinga, crowdsourcinga, community sourcinga, kakorkoli pa tega imenuješ. Trend obstaja in je ta množenje v javnosti. In če dalje več ljudi je navajenih spleta, da se ne daje več šparovček oziroma ne vrati. Ja. Kupiš od pustov. Ne prodajajo. Najbrž pač zdaj je nek prelomni moment, kjer pač bi organizacija na tem način se dejansko loti tega. Platforme, kot so Indiegogo, ki so mogoče malo bolj izmerne za take dušne projekte oziroma pač nevladni sektor, to ne vem, koliko je pač v Sloveniji recimo trenutno, ampak mogoče je z to zgodbo in z Atmosom možno apelirati tudi na ljudi, ki pležajo zunaj Slovenije. Indiegogo dosti bolj platforma za kakšne skupnostne projekte ali pa institucije ali pa njihoje. Ne vem, jaz tudi tako razmišljam v našem nevladnem sektorju, mreža je termin, zdaj je mreža. Mi mrežimo in smo mreža in smo povezani v mrežo drugih organizacij v Sloveniji, v Evropi, na svetu, mogoče še ne toliko, v Evropi, sigurno evropski projekt in mreža takšne organizacije. Recimo Radio Študent je član Evropske mreže skupnostnih radijev,
so mediji tretjega sektora, community medije, ki pač naša zakonodaja sploh ne obstaja, pač ta termin. Recimo na Irskem je to ful. Skupnost na radijah, ful so povezani z lokalno skupnostjo, imajo manjšinske organizacije, imajo, ne vem, te privilegirane ciljne skupine, imajo svoje oddaje, delajo z otroci z težavami v razvoju, recimo, imajo svoje oddaje in to in to funkcionira in to zakonodaja prepoznava in tudi podpira. In obstaja ta evropska mreža, na katero se še nismo obrnili čisto konkretno in zelo, ciljno. Sigurno je pa to neka vrata, ki so sigurno odprta in mogoče je to za razmisliti. Obstaja mreža kulturnih organizacij, obstaja mreža umetniških organizacij, ki se ukvarjajo s sodobno umetnostjo, obstaja mreža in drugače. Jaz mislim, da mogoče na tem nivoju mogoče bi bilo smisel. Ja. Meni se zdi dve stvari, ki so zanimivi, mislim. Ena je pač, da se strenjam, da pač imamo internet, da ciljne publike oziroma neko pravda, s katerimi pomembno organizacije, na katere pač treba apelirati tudi, ki treba poštevati. To se mi treba poraja oziroma premislek, glede tega, da tem neki skrajnosti dejansko operiramo samo s pripričanjem. Pač podpirajo nas tisti, da so naši podporniki, bodo lahko tudi boljši podporniki. Tukaj se ne vidi, da pravijo vprašanje, če ne sploh postajajo na organizacije, če nimajo dometa izvori te skupine, ki so jih že pripričali. Postoje zame, če ne skupine že pripravili bloga, če ne vem, da pripravili bloga, dobrih projektov, da se tudi pa da dela področji za ciljnim publikami z ljudmi izven tega. Torej, mene zanima, kako ljudi niso člani community. Ker pač community deluje, zato so pač ljudje, ki razmišljajo podobno. Če bi vse bili idealni, bi bilo se perfektno, bi vsi direktno razmišljali, bi bilo mogoče ali konstelacija še boljše. Nekateri razmišljajo po tem način, pa vsi slabše področje. Mogoče nekateri projekti, pravi zadnjice, vsebe na področju politik, na različnih civilnih področjih. In tukaj se pač mi zdi, da bomo številčno vprašanje zame, kako politik, politiki priča, da vse razmišljajo. Druga stvar, ki se ljudi zanimijo, da recimo res se trenutno pogovarjamo, letem pol nazaj, 9 let smo vsi pogovarjali kovolki. 5 let nazaj smo vsi pogovarjali člani kovolki, in dejansko ne ve v Sloveniji, kaj to dejansko točno pomeni. Tudi zaradi tega, ker znamo implementacijo za zakonodajno in tudi strani veliko odločevalcev, mi ne vemo, da se ne misli, da se pač vzame z nekih trendov, z nekih dokumentov, z nekih dokumentov, ki so pač del federacije Evropske unije, tudi svetovnih trendov, se jih skuša pač implementirati v neki lifestyle, kot ni nekega premestnika na področju, to se mi zdi problematično. Tudi za, bom rekel, neko res polno koriščenje pozitivnih aspektov. Bom jaz na prvo vprašanje odgovorila, ker se mi zdi, biti naš primer je v bistvu pokazal, pa imamo kar široko skupino vseeno, ampak pač z neko dobro premišljeno kampanjo. Kampanja je potem malo širše, samo tudi tvojih podpornikov, v bistvu ti uspeš tudi nove ljudi zangažirati. Jaz ne vem, ne vem, od kje teh 15 tisoč novih IP naslovov, ki radio študent posluša in s tem, ki poznarajo študent od takrat do zdaj. To je, mogoče so se kakšni vrnili, kakšni smo služili spomin, kakšne nove smo pa tudi tega notri. Tako da prav to, tam stanje kampanja, je lahko tudi sredstvo, da te mediji opazijo in da greš v bistvu širše, da se predstaviš tudi širše. Zdaj, na to drugo vprašanje, ne vem, če imam tudi dobro odgovor, vem pa, da se razgranski se pripravlja. Se v bistvu člani skupine, člani, ki delujejo v
znotraj Poligona. Vem, da je še eno leto nazaj imeli sestanek ministrstva konkretno, ker se oblikuje zakon za Jaz tudi mislim, da ja, je problematično. Sprašujem se, bi bilo to dobro, da bi bilo svetlavo. Govoriti o sistemskosti tega, podlagi zakonodaje, ni kao to, da je to velik vlakan crowdfunding, ni to kao hackanje. Ja, zelo rečem, da se mi zdi pomembno, da poznam primere, da je zelo praktično. To tem na sredstvo, da je to davčno področje. Bitcoini. Bitcoini. Vse. Zdaj so to, recimo, te posamezne mesece, so plači, so pa to se konkretno ukvarja s tem, vsej relevant, ko se moraš ti razumeš koriskirati, da lahko prijeti do to vašo inspekcijo, da zarete kara, da bi si izsledili, da se pridali. Moram slišati vprašanje tukaj, ali lahko množica reši, vzdržuje, ali pa prej umre, preden je ta množica, ki lahko prej skozi rasto, da smo lahko pomembno, da začne spreminjati družbeno-politične pravila igre, da postane sistem bolj vplivljen po vrstni strukturi. Ali je recimo vam to bila osnova, se vam je potrdilo, je smisel, da obstajamo, imamo podporo, ali ste zdaj van? Ne, Reši kampanja je kampanja bila reševanja razne študentov in pač zdaj poskus to, o čem zdaj razmišljamo, shiftanje razmišljanje. Crowdfunding, vse te sistemi množičnega financiranja, to je enkratna investicija. In ful dobro gre skupaj z neko krizno komunikacijo. Ampak tega se ne moreš posluževati konstantno. Tako da so tudi drugi načini, jaz zaradi študentov se govorim o tem, kdo je iskreno, nisem razmišljala v tej smeri, ampak tako v smeri nekega kluba, nekega kluba, ki deluje spet, evo ga, če študent, da radijo v muštvo. Oni imajo tudi najbolj množičen klub in zaradi konfliktišča je večji meni finansiran krog strani poslušalcev, je pa to, kot smo kaj rekli, institucija z veliko tradicijo, je pa tudi res, da smo še prej rekli, je pač ta tradicija se z vsemi temi kampanjami tudi v Sloveniji formira počasno. To sploh ta shift v glavi, tako je predsednik vlade organizirala, da v bistvu lahko neka skupnost podpre eno stvar. Kaj pa gre pa za to, da institucije, ki so poklicane za to, ne podprejo te stvari. In da je ideja nekega evropskega državljanstva, v primerjavi z Ameriko, pa tudi ta, da je država providerka socialnih, pravnih, nekakšnih še vse zadovoljevanje pravic, tudi pravic do informiranja, kar mi v bistvu plejno postavili, Sam zdaj vprašanje, če bomo zmagali, ko bomo uspeli kot pričakovano. Sigurno radio ne more slomiti, ugasni nikoli ne bo, ker radio pač je, to ni zlomljivo, to je v bistvu ideja, organizacije. Samo želimo naprej tega, kar delamo v tem obsegu, to delamo. Kaj, so nam, naša peticija, tudi šli smo na ulice in smo protestirali in dejansko smo govorili, da imamo mobilizacijsko silo. Ne vem, če smo bili slišali za res peticije, ki smo želeli govoriti. Nismo bili vse točke peticije, vsaka točka peticije. Zabavljala sem, ampak vsaka točka je določena institucijo države ali pa občine naslavlja. Na tem področju se še kljub mobilizacijski Ja, nikoli niti domišljamo se ne, da bi zdaj sumljeno počali se ne. In del, mogoče na eni točki vedno večji del, če to ne bo šlo, bomo že podlati. Mislim, tako v končni fazi zmanjšali še to delavcev
ni pravljice, pa neke majhne tvorbe, ki ja, Meni je recimo zato, da se podala veseli vprašanje kot zame. Ta prenos odgovornosti iz neke družbene ravni in individualne. Predujem prigoren, da se podpira družbeno ravnosti, družba kot taka, v organizaciji države, ali je to posamezno. Zdaj se dogaja nek trend preusmeritev odgovornosti iz družbene, ki pravi država ni podpira, in pač je stvar izvedno, ta se odloči in podpira. Se mi zanimivo potem posledično, ko se predvečer pogovarjali, da se postavili, če imamo države, če potem tudi vsi bomo treba plačevati šolo, bo treba plačevati zdravstvo, bo treba plačevati radio, bo treba plačevati kulturne projekte, se v enem delu kako se da mora biti problem prihodnosti. Kje je te meja, kje je te tiste, ki prežito, dejansko potem se zmanjša vloga države, da čujemo posmiselnosti države, kar mi je zanimivo, ker nas to potem živeli doma, samo tega nekaj, da polnici televizije, da države spod ni več, nekaj morda je tudi to paradoks tega, da država ni bilo Jaz osebno gledam na to vprašanje, še vedno je negativno dejstvo to, da je večinoma, vsaj v našem primeru, da gre za tvore organiziranja denarja, seveda poslušalcev za gašenje kar je pa še vedno negativno. Tako po drugi strani lahko, vam inspiracija in dodaten del moči, kako ste razlagali, na nek način s tem, ko vse odpreš javnosti in rečeš mi, zdaj pa grem na zaupanje, ali res delamo dobro ali ne, smo res potrebni ali ne, smo res koristni ali ne, na nek način bi biti trditev, ki je zelo velika zgoda, ki si je marsikdo mogoče tudi z nevladnega sektorja, ravno ne bi upal postaviti tako na dan. Smo se, s tem pa tukaj tudi vidim borezni meč, ker v resnici to pač opredelitev nekega, samo o mediju govorimo, nekega medija, ki deluje v nekem javnem interesu ali pa tržnih medijev, tako dobiti podporo strani neke mase ljudi. Jaz verjamem, da bi, ne vem, Radio 1 ali pa Antena tudi zbral fulfolka, to podpira in delajo lahko na masi. Potem pa nek javni medij ali pa neke dejavnosti, ki so nekem javnem interesu, mogoče nekaj zelo popularne. Ne vem, ker govorijo o manjšinah, govorijo o diskriminiranih skupinah, govorijo o nekih temah, ki so mogoče večino marginalne. Tam smo pa lahko res v veliki nevarnosti, če se referendumski, mislim, tako kot recimo si zgodi s kakšnimi referendumi ali pa ne. Mislim, tako, kaj je ta volja nekaj širših ljudi, kako se jo Pripeljete zdaj do nekega vplivati v situacijo, s tem se tudi mikroorganizacija srečam. Najkrat se ti meje, ko si zadovoljen z obiskom svojih prireditev aktivnosti večajo, ne? 6 ljudi na delavnici, kaj je to? Mora biti 15, vedno letek mora biti 20, zdaj mora biti 30. Potem ti žur se razlogom in se ti zdi, da ti za 30 pridelaš nič, ne? Je konstantno primerjanje na nek način z temami, ki v končni fazi ni nujno, da imajo neposreden doseg, tako velik, da par posameznih zelo močno razliko zgodbi. Ja, ali pa so ukvarja s temami, s katerimi so večina ne, pa tako naprej, so te teme manj pomembne. Ja. Če vse bi se lahko zdaj pogovarjali, da so nastavki so. To počas dodal nekaj glas, oziroma polnico tudi tistim, ki spremljate. Če bo kdo hotel intervenirati zvočno, tudi to je možno, ne pa tudi chat in spodaj levo. Če imate kakšno vprašanja, sta oba kanala odprta. Ima kdo kakšno vprašanje, na drugi strani mi vas ne vidimo, zvoremo v ekran. Vedno ta trenutek pričakovanja. Vidite se napisati, kakšno je vreme, tako da vidimo, da nas spremljate. Morda, da tudi se vi upogumite tudi tistih konkretnih, ta posnetek ne v živo, torej na YouTubu,
Lahko napišete vprašanje v komentarje, bomo usmerili do ljudi, ki se jih vprašanje tiče, če boste dobili kontakt, dobili tudi odgovor. Nihče se ne odziva, očitno smo bili dovolj izčrpni. Imamo vprašanje. Torej je možno, da se boste še kdaj poslužili takšnega načina financiranja, mislim, da je to namenjeno rešnicam. Točno takšnega sodelovanja. Ne, kaj pa vemo, ja. V resnici ni v planu nič podobnega, je pa v planu struktura, ki pa temelji čisto na drugih koordinatah, Piše še v kriznem času, če bo. Krizni čas je konstantno, tukaj imamo konstantno krizo, kljub temu ne razmišljamo, vsaj ne zdaj v kratkem, v neki takšni akciji, seveda pa ni izključeno. Mogoče zdaj na tej točki lahko tudi povemo, da smo ugotovili, da z javnimi dogodki lahko tudi mobiliziramo ljudi, oziroma kot je marca kulturnih dobrin Radia Študent, povabimo. Našli smo po tej način sodelovanje z Metelkovo mesto, v katerih mi črpamo, tudi oni nam vrnejo uslugo, nam ponudijo prostore, naredimo prireditev, ki zajema vse klubske prostore na Metelkovi in radio, recimo, je šele nedavno začel navati vstopnino na nek način za svoje dogodke in zdaj je pač primoran. In mogoče takih stvari sigurno bomo se lotevali, se pravi neke mini koncerte. Še nekaj se je pojavilo? Malo poprijeti. Sprašujem, če ste se poslužili Indigo v platformi? Ne. Naredili smo svojo platformo, še vedno je dostopna, da se lahko gledate na radiostudent.si/donacije in pridete do te Reš strani. V bistvu, nekako mogoče smo se tudi poslužili Indigove, v smislu, da smo vse Indigove kampanje, ki zadevajo skupnostne radije, smo preštudirali, pa tudi crowdfunding, mislim, te Kickstarter kampanje. Ampak smo naredili svojo platformo. Še eno vprašanje je, če se pod crowdfunding šteje tudi donacija, plačilo položnic in tako naprej. Torej, po tistem, kar je na začetku na nek način tudi na tej strani crowdfunding zapisalo, so donacijske sheme ena izmed zadev, ki se jih šteje pod crowdfunding, oziroma zaradi tega, ker naj bi posameznik prispeval pod množice nekaj. V primeru tega donacijskih je tam vsega obrožnosti na obrazloženo, da zato načeloma ne bi ničesar pričakoval za nekaj. Ker se mi zdi mogoče posečno za tako bistveno razliko od nekih donacij, ki smo jih poznali že v konstrukciji vedno, je to, da neka filozofija crowdfundinga temelji ravno na tem mnogo. Torej, donacije so bile vedno nekako bolj usmerjene v mogoče večje zneske, oziroma manj subjektov, ne pa toliko v mogoče veliko število subjektov z manjšimi zneski. Prav mogoče bi ta mogoče primer teh primerov dohodninskih recimo mogoče nek primer mogoče, neke platforme, ki obstajajo v Sloveniji. Jaz bi rekla, da je razlika tukaj predvsem tudi v tem, da crowdfunding kampanje, ki imajo kampanje v izrazu, nimajo kako kampanje v izrazu. To pomeni, da ima kampanja nek načrt, da ima nek začetek, nek konec, opredeljene cilje, koliko hočeš in potem vse menike, kaj boš znotraj tega delal. Kdorkoli se loti neke tačne zadeve, da je lahko reče kampanja množičnega financiranja, mora biti tudi kampanja dejansko načrtovana. Čim bolj podrobno z vsemi meniki, ker v bistvu nismo imeli dvomesečno kampanjo, ampak smo imeli znotraj te dvomesečne kampanje tudi ta politična kampanja za peticijo, ker smo protestirali in tako naprej. Zaradi tega bila dolga 2 meseca, ampak druge kampanje načeloma krajše. Hočeš nekaj časa držati ta
hype v javnosti, preden imajo vsi konto, ne pa da se v bistvu nekaj zgodi, je fajn si točno določiti, kdaj boš začel, kdaj boš končal in kaj boš bistveni meniki, boš naredil nek dogodek mogoče, ali boš neke vsebine objavil na novo, ne vem kaj so tiste glavni meniki, na katerih v bistvu ti komuniciraš svojo sporočilo ali Meni se zdi zanimivo to, da v bistvu kar je zanimivo, da mi se če od našega stvaritev, ki smo razmišljali, če oziroma kako uporabiti projektno financiranje, recimo največje težave, ki ima sektor, se mi zdi ravno v nekakradnih pogodbah. Torej, kako nekako poskrbeti sredstva za izvajanje projektnih idej in takih, pa kako zagotoviti sredstva za obstoj, da lahko sploh te ideje realiziraš in njih različniš. Zdaj pač ta ideja kampanje ne pride v poštev. Ti ne moreš kampanjo delati na 5 let, da bi zagotovili sredstva za problem. Še eno vprašanje in sicer, kako potem zbirati sredstva preko spleta in kaj se zgodi, če nimaš kadrovskih kapacitet za takšno kampanjo? Torej, kaj lahko počneš, če nimaš nujno kadra, ki uspe voditi komunikacijsko kampanjo in je sploh pripraviti? Ja, nekdo mora voditi komunikacijsko kampanjo, zdaj, če ni kadra za ga plačati, so to potem prostovoljci. Ampak ja, treba se zavedati ful dobro vprašanje, ker v resnici gre ful časa v načrtovanje. Mislim, tako, ne vem, več mesecev do pol leta prej, pa potem, ko jo izvajaš, je tudi ogromno enih kadrovskih potreb, ne? Tako da brez kadra, jaz ne poznam načina, no. Mogoče smo zastavili nov potreben projekt v Sloveniji, da radio sodeluje in uči mogoče nevladniki. To sem ravno hotel omeniti, da se nahajamo na cesti 27. aprila 31 v Rožni dolini v Ljubljani, v 6. in 7. nadstropju bloka 14. In lift ne dela. Se lahko oglasite pri nas. Ja, sigurno je pač energija potrebna, da se vloži v pač neko izvajanje le-tega. Pa stroški so tudi s tem. Splet, recimo, se je izkazal za orodje, ampak tudi, kot sem prej omenil, ti dogodki, v živo, fizični dogodki, namenjeni javnosti, tudi naključnim, mimoidočim, željnim zabave, so se izkazali za zadevo. Zdaj ne vem, če bi to lahko pomenovali crowdfunding, ampak rečemo, da community sourcing mogoče tako zaobjame, pač vse skupaj in... Mislim, tako se mi zdi pač laično povedano, moraš vedeti, kaj delaš v vsakem primeru. Tudi vidim, recimo, naš leve kolenih strategijo komunikacijsko, ki verjetno je pač tudi bilo vloženega kar nekaj truda, da se je to sestavilo in pač morali to konec koncev osnova, in kot je morda Kaja poudarila, premalo nevladne organizacije namenjeno tem truda in konec koncev tudi financ. Sem pa, komu in kako, oziroma koga nagovarjati in predvsem kako ga nagovarjati. Sem pa prepričan, da tudi, zdaj ne vem, mislim, da so Zavod Poligon, ki se nekako bolj ukvarja z to idejo. Vem, da so to osebki odprtih glav, da ni Kickstarter in Indiegogo edina paradigma, ki jo ubirajo in da so sigurno pač pripravljeni, oziroma so odličen vir informacij in navdiha, če ne drugo. Ja, crowdfunding.si je spletna stran in tam se najde tudi, recimo, kako se oblikuje komunikacijska strategija. Nam so oni ful pomagali pri zasnovi, ne, sploh te akcije na začetku, ja. Super. Mislim, da smo prišli do zaključka. Še je vprašanje? Če, na primer, delaš na točno določenem področju, na primer za govorništvo, na kakšen način predlagate, da bi zbirali sredstva? Jaz zbiram ful več informacij, ne, o projektu samem. Mislim, da smo tle mogoče ravno rekli, pač je poligon, mogoče tudi je reš v smislu komunikacije, tudi od druge nevladne organizacije, ki imajo neke ekspertize narejene, tako da jaz bi predlagal, da mogoče malo se pogleda spletno stran, se obrne na poligon, se obrne mogoče na reš, se malo predebatira, težko je ad hoc instant odgovor na to vrstno vprašanje. Pač mislim, da je vsak case specific v bistvu pristop nujen, ne, torej za točno določeno kampanjo, točno določeno definirati ciljne publike in način komuniciranja. Ampak recimo jaz, ki dosti bolj delam na področju državljanstva in participacije, imamo odlično francosko platformo,
ki zagovarja odprto vlado, transparentne politike, se je 4 leta nazaj izpostavil ta platforma, kjer dejansko dobiš vse življenjepise ljudi, ki kandidirajo na razpisu, na volitvah lokalnih za vse regije v Franciji. Celotno njihovo politično zgodovino z zaključnimi mejniki in kako so se odločali ob tej mejnikih. In kar je bilo zanimivo, da najprej noben in da so naredili tako, da so politiki lahko jim je množica postavljali vprašanja in so odgovarjali. V bistvu so imeli grozljiv slab odziv politikov, ki so kandidirali, 15%, na kar se organizacija nevladna, ki je to takrat začela, odločila povezati z mediji samimi in jim reči, lejte, vse, kar bojo oni gor odgovorili, lahko vi neposredno uporabljate v tisku na radio in bodo to izjave, tako da spremljate to. In je 4 pomembnimi medijskimi hišami podpisala pogodbo o sodelovanju, na kar se je odstotek odgovorov dvignilo na 85 in to je postala platforma, ki je dejansko zdaj razširjena v srednje šole, kjer se predstavlja kandidata in se govori o tem, zakaj participirati, kjer se je celotna kampanja razširila in zdaj je pokrivala tudi zadnje nacionalne volitve, evropske volitve. Kar je zanimivo, ravno na področju zagovorništva, da nikoli niso šli na to, da bi ta portal financirala množica, ampak so rekli, da morajo obstajati zainteresirani Francozi, ki so intelektualci in imajo toliko kapitala, da bojo podprli takšen portal in so celotna sredstva zbrali strani ljudi, ki imajo dovolj interesa za to, da se država premakne. Tako da mogoče en crowdfunding bi bil zanimiv, še posebej na področju zagovorništva, mogoče narediti v Sloveniji med tistimi ljudmi, ki mogoče imajo dovolj kapitala in interesa, ne samo pokrivati športne klube, ampak mogoče to je kakšno tako tema. Okay. Morda še kdo kakšno vprašanje, komentar? Hvala. Hvala vam. Tako da prišli smo na konec. Najlepša hvala Radio Študent za gostoljubje in izčrpno predstavitev kampanje. Upam, da bo tovrstnih kampanj iz kriznih razlogov čim manj in iz, bom rekel, razlogov razširjanja kroga poslušalcev in podpornikov je reša več. Tako da privoščim vse dobro in upam, da se bodo težave čim prej razširile in da bodo tisti, ki morajo slišati določene stvari, tudi slišali. Drugače pa hvala za pozornost, hvala Kaji za pomoč in idejo tega webinarja. Webinar je drugače bil pripravljen v okviru mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo. Njena stran spletna je www.informacijska-družba.si, tako da budemo vabljeni, da jo piščemo. Hvala, čau, čau.